dobrodošli v video. Ta video začenjam kar aktivno, ker lotimo se omare. En teden že odlašam s tem. Vam bom kar pokazala situacijo. Vse je nametano, nekaj stvari sem domov odnesla, tako da zgleda prazno. To je res tak najhujše stanje, kar sem ga kadarkoli imela. Tu imam hlače in pidžame, imam fitness stvari. Se sploh ne dobro zaprejo, ker pač so nabasane. V spodnjem predalu imam pa art, tudi to bi bilo fajn pospraviti, sem zaenkrat se tega ne bom še lotila, najprej omare. To imam tukaj že en teden, ker pač so poletna oblačila in sem hodila to posnet in nisem imela cajta posnetek, da sem jih kar pustila tu. Nekaj sem že zložila, tako da te stvari bo šle pol omaro, ampak jih bom zaenkrat dala na stran. Ostalo gre pa na obešalnike, tako da bom najprej to zrihtala zdaj. To je to, kar gre zaenkrat na obešalnike, pa še te hlače. Moja omara je nekako razporejena, ne vem, recimo tam na začetku imam ene kratke majice, ki tudi mogla jih malo organizirati, ta majica nam zakaj tu. Na en obešalnik, tako fora bolj bluzice, majice, kaj pa ima etiketo tukaj? Ok. Pol imam ene polore, pol imam bolj take fora polore obleke, bolj vsem k oblekam. To bi sicer lahko tudi pospravila, ker ne vem, če bom to nosila. Torej obleke, zaenkrat imam 3. Tukaj bolj poletne, te so malo bolj elegantne. Te srajčke, pa en tako majčko bolj tanko, tako da bom zraven polovro dala. Ok, to je bil zdaj easy del, zdaj pa gremo na to omaro, ko je treba dejansko zložiti in malo lepše zorganizirati, tako da. Zdaj, kako se bom tega lotila, najprej bom vse ven vzela in bolj malo zorganizirala, glede na stil majic, glede na to, koliko jih nosim in bolj bom vse nazaj zložila. Ok, naslednja stvar je, da to razporedim, zorganiziram. To so večinoma majice, tako da na dolge rokave, kratke, brez rokavov, kakorkoli. Ok, to je to, kar sem zdaj organizirala, to še nisem, ker to bom dala med pidžame po moje. Odvisno, kak bo plac. Ja, to so zdaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kupov. Pa bom jih probala nekako lepo razporediti. Po moje bom ene združila, recimo ta dva. Ok, končni rezultat. Kratke majice, majice brez rokavov, te majice z tanjšimi naramnicami, ful tankimi, pol te spodne majice brez rokavov, oziroma na trakce. Dolgi rokavi so zdaj sem na enem kupčku, tako da ja, to je to, več pa ne bom basala tu not. In zdaj bom šla na ta del.
Evo, to je moj fitness predal, ki sem ga ful zmanjšala, zato ker ful stvari sploh ne uporabljam. Tukaj imam hlače in sem res obdržala sem te, ko jih nosim. Pol imam ene majčke, ki jih malo manj uporabljam, pol imam dvojne dolge rokave, eni se še v pranju. Tukaj imam te kratke majice, ene so tudi še v pranju. Tu imam pol športne modrice, pa te bolj navadne modrice, ki niso športni, ampak sem jih vseeno sem dala. Tu bo še plat za kakšne kratke hlače, v bistvu zdaj imam tukaj ene, tako da še malo fraj za malo več poletnih oblek, tako da ja. Organizacija je uspela. Hej, danes se malo pozno oglašam, petek je, glih sem končala angliški vlog, tako da začenjam snemati slovenskega. Jaz grem spet domov, ker ličim jutri za poroko. In prvič sem zmontirala na novem laptopu video in v novem programu, tako da je bilo ful testiranja, ful sem se hitro naučila nov program in sem ful vesela, ker mi je ful všeč. Hodila sem probati laptop, kako se deluje. In ja, vlog se že rendera, ful bolj hitro ga izvaža moj računalnik. To je super, pa ja, me zanima, če bo kdo opazil, da sem malenkost, malo je drugačno, ker pač je drug program in so malo drugačni tudi prehodi, ampak ja, jaz itak delam take dosti basic montaže, nič posebnega, ker je pač to vsakdanji vlog, ni treba, da je neki, ne vem, in sploh. Sem vesela, da sem se novega programa naučila, zato ker nam se mi zdi, da z leti se ti res malo ne da več s tem ukvarjati, pač da bi se nove stvari naučil, ne maraš teh sprememb iti z enega programa na drugega, recimo, ampak sem vesela, da sem to naredila in ni bilo tako težko. Še vedno sem zakajana, ni panike, tako da, ja. To sem odla reči, zdaj bom pa spakirala in se pripravila, da grem domov. Sem prišla domov, bratu sem kupila nov takavni aparat, ker mu je ta star crkno, sicer ni rojstnega dneva, pa ni božiča, ampak ima pa god čez en mesec. Tako da, ja, bomo sprobali jutri. Dobro jutro! Ti cvilek, ven hod se zal. Gremo. Ja, povej. Kam? Ti moram dati hrano zdaj, jaka. Da biš hrano ti zdaj. Ne vem točno, kako imaš ti to nareto. Biš mokro hrano zdaj. Daj ti da mama mokro hrano zdaj. Ici, ja. Ok. Ja, da biš. Cutie. Ja. Ja, čekaj, da nas vodo pada tam. Ježi. Soli. Dobro jutro, čisto zgledam zalimana, ker sem ful ur spala, celo enkrat. In ja, sem hitro zaspala, pospala sem zdaj do po 11. Ja, ponedeljek zjutraj in jaz grem nazaj v Ljubljano. Malo bom še, po moje čez kak uro pa pol bom šla, moram spakirati, pa malo bom še čaja popila in ja. Moram zapustiti moja rizija pizija. Zdaj bo itak šel ven in me ne bo več poznal, ker ko zun okol hodi, ko da nas ne pozna, ko je v bajti pa miu, 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 a ne? Cvili baba. Ti cvili baba. Ovo cviliš, da dobiš svoje, a ne? Tako en pes cviliš. Evo, stojalo imam za telefon, brat si ga je kupil, pa ga ne uporablja, tako da. Zdaj bom pojedla sendvič, glih prav, tam je dal sendvič, pa celo malco, zato ker nisem še jedla in bi rada takoj, ko prijem v Ljubljano, šla v fitness, tako da se bom zdaj najedla, da se mi poleže glih do pol. Mislim, da je tunin sendvič. Se bom potrudila počasi jesti, ker to je moj velik problem. In pol me cuka, kolca se mi vsakič po hrani, ker ne grizem. Ok. Gremo!
Kaj fajn me to stojalo, oh my god. Pa en pingo sok. Stavila sem se, ker sem rabila polnilc. Je dober sandvič, oh my god. Sem prišla v Ljubljano, hitro stvari zmetala ven iz torbe, dala v hladilnik, kar je bilo treba in zdaj pičim v fitness. Sicer sem ful pozna, ponavadi ne grem tako pozno v fitness. Ura že pol 4, ampak zadnjič enkrat je bilo petek, sem bila v pol 4, pa ni bilo panike, sem danes je ponedeljek, tako da bomo videli. Dobro, da sem ni sendvič pojedla, da zdaj grem glih prav oddelati noge. Če bo pa gužva, bom pa delala prsi, pa bom jutr noge ali pa v sredo, bom videla. What you doing? Where you at? Oh, you got plans, not to take that. Sipping wine, sit in a row. I looked good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should have danced and romance and in the east wing. Evo nazaj iz fitnessa, naredila sem noge, zdaj bom spila shake in začela pospravljati oziroma razpakirati ono zmešnjavo tam. Ful je bilo fajn, jaz sem mislila, da bo ful gužva, sploh ni bilo gužva in sem ful fajn noge naredila. Zgledam crazy, ker sem si glih čop spustila, tako da je vse all over the place. Gremo to pospraviti, nekaj pojesti, ne vem, pojma nimam, kaj bom jedla, boste videli. In pol imam počasi stream. Jutri je pa en ful exciting dan, ker sem navdušena, ker pride Andreja, moja najboljša prijateljica iz Nemčije spet, ampak jutri bomo več cajta preživeli skupaj, naprej gremo v shopping zjutraj in pol zvečer se dobimo z bivšimi sošolkami, tako da in ona je ena izmed mojih bivših sošolk, poleg tega, da je moja najboljša prijateljica, tako da ful fajn dan. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't kid around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. Evo, odločila sem se, da si naredim solato, ker se mi ni dalo kuhati, nisem imela ideje, kaj bi kuhala, tako da sem naredila solato z redkvico, paradižnikom, mozzarelo in kebab mesom s prelivom, kisom in soljo. Pol imam pa še tukaj melono, ki sem jo pred doma že narezala, polovico sem pa doma posla, tako da dokaj zdravo zgleda, no. Ampak moj namen je bil dokaj zdravo zgleda, moram reči. Evo, jaz sem končala stream, se stuširala, umiem si zobe, spravim make-up dol in sem ready za spanje. Ko si že pripravljena na spanje in se spomniš oziroma vidiš, da imaš še za opesiti eno rundo, ampak ja, bo za preživeti, ne? For saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like. Kako lepo jutro. Jaz se moram pa spraviti v 20 minutah, ker sem pač, ne vem, kaj sem zdaj delala 20 minut, pospravljala sobo, ker mi je šla na živce. Let's go, malo sem pozna. Kaj noga? Ne, saj ponavadi nisem pozna, sem se z Andrejo zmenim, sem vedno pozna. Ponavadi ona tudi danes ni. Ni bilo tako hudo vstati sploh, čeprav sem šla, mislim, da pol 2 spat, kar ni grozno, ampak ja, naredila sem si tak čist simple make-up na hiter. Nisem si dala eyelinerja, ampak se mi zdi, da če si ne dam eyelinerja, zgledam moje trepalnice bolj do izraza pride. Hodila sem nekaj povedati, zato ker zdaj, ko sem šla do avta, kot vedno,
so nekje eni tipi, ne vem, neki delajo, ponavadi so to kakšni gradbeni delavci, zdaj so bili z nekim kombijem in so neki nosili s kombija. Pa sploh niso bili toliko stari, ponavadi so to oni stari, ko imajo neke pripombe, ko pač ena ženska mimo pride. Catcalling, mislim, da je to v angleščini, ko ti žvižgajo ali pa komentirajo. Recimo, dan so komentirali kaliber pa ima. Jaz sem navajena, sam je ful nadležno, pač jaz že ko naprej vidim, ne vem, da je neka grupa moških, kjer moram iti mimo, imam ono, pač, moram res, prav vem, da bo nekaj, prav vem, pač res tako primitivno in ne vem. Jaz res nema tipi misli, da bo s tem kako žensko dobili. Mogoče kako druge vrste žensko, ampak sorry, ne vem, to je tako, cringe. Cringe, kaj je beseda slovenska za cringe? V glavnem, ker stresete vas in misliš, da je fuck off. Sorry, nisem jezna, sam pač vsak dan, če greš mimo grupe moških, vsak dan bo en komentar. Pač neprijetno je, meni ni fajn. Jaz ne rabim komplimentov iz folka na cesti, res ne rabim in mi ni prijetno to, pač ogabno mi je. Da ne moreš iti normalno po cesti. Pa to se vsem ženskam dogaja, nisem jaz neki special, to je pač edini kriterij teh tipov je, da si ženska, tako da ja, nehajte to delati tipi, če to delate, prosim, ker je embarrassing za vas. Ker pobruhala bi se na take tipe, res. It's a Porsche. Snemam, nisi bila že dolgo v vlogu. Evo smo šli na kavico najprej, pa na toast. Se so lepo naredili, ja? Cute. Pol pa shopping. Moram pa posneči najne toaste. En je klasik, en je pa pršut. Dobro zgleda. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Jaz bi temu rekla, da je shopping uspel. Vam bom itak pokazala vse, kar sem kupila. 4 ure smo shoppingirali, jaz nikoli ne toliko cajta. Obe smo bile ful zmatranje, smo bile že ono, sam da je konc. Še dobro smo še na toste na začetku, da smo se ukrepile. Pa bilo ful fajn, jaz grem vedno sama v shopping, ker se mi zdi, da sem najbolj mirna in noben ga ne oviram, ampak z Andrejo smo po moje šle, po moje edina oseba, s katero sem fulkrat šla v shopping in je čistek spontano oziroma sproščeno, obe smo približno na istem, tako da je bilo ful fajn. Obe smo naredile kar nekaj stvari. Jaz v bistvu nisem nekaj iskala, ampak tako, kar sem videla malo poletnih stvari, pa se vam bom pokazala. No. Si moram pa skuhati nekaj in pol se dobim še z bivšimi sošolkami in z Andrejo zraven, tako da naporen dan druženja, ampak v dobrem smislu. Evo shopping haul. Začnimo, sem dala vrečke, tako da se vidi. V Stradivariusu sem si kupila te hlače, 20 €. Nimam takih temnih, ki so mi fajn za nositi. Če se spomnite, sem zanč kupila eno tako kožno majčko, ta model in mi je ful fajna, tako da sem si kar nabrala 3 in je 5 € ena, tako da ful dober deal. Pol cevnda, kupila sem si ene te športne nogavice, so malo drugačne in to majčko ful lepo pride, ful mi je všeč, po moje tak najljubši kos, kar sem si ga danes kupila in ta je bila 6 €, res ful dobra. V Berški sem si kupila to kratko majčko, v bistvu bom to imela po moje za fitness, ker je taka fajna kratka in če imaš visok pas, pajkice zgleda lepo, če imaš visok ta crop top, pač da se ti vidi pas. To je edina stvar iz Berške, 10 € je bila. Pol gremo na Primark. Čala sem si kupila, v bistvu si jih Andreja hodila kupiti, pa jih pol ni vzela, pa sem rekla, jih lahko jaz probam. Sem bila všeč. Ampak jaz tako vedno pozabim očala zraven vzeti in ja, ful slabo. Obešalnike sem si kupila, koliko je bilo to sploh, ne vem. 2,80 €, oh my god. Kupila sem si te, ko imajo ta rebrca in ja, da če imaš te oblekce pa majčke z naramnicami, da se fajn zahakla. Pol sem si v Primarku kupila to majčko. Edina stvar, ko jo nisem probala, je to, ker v Primarku ne moreš probati. Posod drugot se je dalo probati. Tako da to moram še probati, ampak je ful lepa taka poletna majčka. Pol sem šla pa še v Miller in DM. Iz DM imam samo ta Raid in
ta svinčnik, ker so se komarji začeli, sem mogla kupiti, pol sem pa v Millerju kupila moj najljubši concealer in za senčko podlago. V Millerju sem še kupila te dve flaški na slamco za, ne vem, ful je cute, tak poletno, pomladno, ne vem, rožice, mal vintage, pa ni ono ful ogromno, ne vem, koliko deci sploh je to, 2 deci po moje. Pa sem 2 kupila, da imam tak pač komplet, da zgleda lepo in je bilo, mislim, da 2,5 € ena. Za kako kavo ali pa džus ali pa, ja, karkoli. In pol moji najljubši bomboni iz Millerja, vse različne sem vzela. Dobro, te Haribo, te so pa ful dobri, te so kisli, teh še nikoli nisem in zgleda taki unicorn. Te so pa sladki, jaz rada jem te pa te skup, malo kislo, malo ne. To je to za ta denar. Nisem toliko zapravila, ja, pardon, še to. Ene čistake navadne črne čevlje sem si kupila, ker nimam nobenih. Pač, da niso ono superge, pa da niso ful elegantne, tako da te so le pa 10 €, dajmo, no. Jaz ful ne rada zapravljam preveč za oblačila, ampak ja. V bistvu sem bila ful vesela in presenečena, da lahko probaš stvari, ker drugače bi ful brezvezne stvari kupila, ali pa jih sploh ne bi, ker bi bila ono, to mi ziher ne oprav. Tako da ja, to je to. Mogoče kaj probam, nič ne obljubim, ker mi je ful vroče zdaj. Evo, kuharska postaja, riž, bučke, poranja pleskavica, imam pripravljene za solato. Kako lepo zgleda, fajn sem že lačna. Po 10 smo samo on toast pojedle, zdaj je ura že 15:04. Nomi. Pridna sem bila, prav vse sem pojedla. Sem se najedla, da sem ful napihnjena, ampak sem vam hodila pokazati, sem kar dala nove stvari, ker pač nikoli nikavor ne grem in sem ono, ok. Sicer ponavadi prej operem, ampak ja. Majčka ful cute, ful mi je všeč, malo jo imam zatlačeno na nitek ful kratka, tako da se da za hlače dati. Nove hlače, te so kao mid-raise, niso high-waist, čeprav meni se zdijo dost high-waist, ampak niso ono ekstremno high-waist. Ampak mi fajn držijo gr, sploh zdaj, ko sem se najedla. Tu zadnji je čist malo placa, ampak ni panike, tako da, če mi bo kdaj preveliko, če slučajno shujšam, bom pa pas smela, ampak ja, ful so fajne, pa niso one ful dolge, tako da malo gležnjo in gleda, kar je super. Iskreno, jaz ni tak mala, da zgledajo, kot da so mi čisto do konca. Tako dost pomladno, ampak si bom še jakno vzela, ker ura bo 5:30, ko se dobimo in bo ratalo mrzlo, tako da sigurno jakno rabim. Bova bi dala črne, moje beli pa še, glede na to, da imam belo majico pa črno jakno, pol to mislim, da bom tako naredila, ja. Spakirala sem še green cherry in green limone in eno pivo. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. Jaz sem prišla nazaj z piknika, ful je bilo fajn se podružiti z bivšimi sošolkami, prijateljicami, res, mislim, niso bivše prijateljice, ampak ful cajta se nismo videle. Ej pa, moram pospraviti to, kar sem prej nakupila, pa še tukaj sušim oblačila, tako da to pospravljam. Imam nove obešalnike, tako da nekaj sem jih že uporabila. Pa bom dala čim več stvari na obešalnike, ker pač nimam toliko placa v omari in tudi pač mečkajo se stvari, tako da bom dala mogoče še od teh stvari kaj na obešalnik. Sezona komarja se je začela, brez tega jaz ne morem živeti, zato ker me imajo komarji ful preveč radi in nisem vedela pač, da ima red nam 30 pa 60, nekaj takega, ne vem. In nisem vedela, kjer imam doma, imam 30 ali 60, tako da sem mogla cel paket kupiti, ne samo filerje, ampak realno ni bilo neke bistvene razlike in bolj ugotovim, da imam 30, se mi zdi. Malo zluftam. Ene par lučk je crknalo, ampak ne bom več kupovala teh balkonskih lučk, ker so dejansko ful slabe, pač ja, ful ne gorijo, hitro se pokvarijo. Nekaj na pol še gori. Glejte, kako se lepo zarašča, ampak ja bom jutri pokazala, to se je zdaj v 3 dneh ful zaraslo.
vse skuhano, ful se veselim, tako se mi lušta nekaj zelenjavnega, pa da ni pretežko za zdaj zvečer. Malo se pazim zdaj včeraj naprej, malenkost bolj pazim pri prehrani, ne zdaj ono ful, ampak malo preveč snjedla slabih stvari zadnji mesec, bom rekla, tako da ja. Se trudim. Giveaway time! Ker sem dosegla 10.000 naročnikov, sem rekla, da vam nekaj dam nazaj in bom naredila giveaway. Ta giveaway ne bo sponsoriran, ampak sem sama nabrala stvari, ki so meni všeč, ki se mi zdi, da bi vam bile všeč. Tako malo da dam nekaj nazaj, v glavnem, neko pozornost. Zdaj sem to tako eno škatlo zložila, oziroma košarico, pol bom pač to zapakirala v škatlo in odposlala zmagovalcu. Torej, kako se prijaviti v to nagradno igro? V bistvu bo spet dosti simple, bom naredila prek YouTubea, ne prek Instagrama. Torej, všečkaš ta video, komentiraš in napišeš, kdaj si me začela oziroma začel gledati. Zdaj tisti, ko me dlje gledate, ne boste imeli več šans, da zmagate nagradno igro, bo za vse pač enako. Ampak to, da bo, ne vem, se mi zdi, da bo zanimivo brati, kdaj ste me začeli gledati. Komentar vas bo dal v nagradno igro, če ne boste tega napisali, ampak meni se zdi cool, če to napišete, da malo vidimo. Eni ste novi, eni ste stari in ja. Vam bom pa zdaj pokazala vse, kar sem kupila. Najprej sem se odločila, da vključim Green Lemon in Green Cherry pijačo. To so gazirane pijače brez kalorij, ker to jaz ful rada pijem, če me že nekaj cajta spremljate, že to poznate. Tako da sem rekla, da to vključim. Potem sem kupila dve svečki dišeči, ena je Clean Cotton, ena je Pink Peony, ta je tako bi posteljnino uprav, ta je pa sem že v bistvu malo pozabila, če da bovam. Ta je kar močna, skoraj malo parfumirana. Tako da dve taki dišeči svečki se mi zdelo cool. Bolj to lepo flašo za vodo ali pa karkoli s tem dizajnom marmorja. Se mi zdela ful lepa, taka elegantna. Potem sem vzela ta vlažilec zraka, tak mini cute, če lučke ima, tako da fajn paše v sobico. Brez mask za obraz ne gre, vzela sem te moje najljubše Garnier, ker so res ful vlažilne. Ta je bolj tak anti-aging, ta je pa navadno hidratantna maska, ampak ja, obe sta približno isti. Mogla sem še malo hrane dodati. Tu sem vzela ene M&M'se, upam, da ni kdo alergičen na arašide, pa te nudle, ker te skozi jem in vam kažem, tako da ja, te so vegetarijanske. Tu sem vzela še ta dva izdelka, ki sta oba tako malo bolj poletno obarvana, bom rekla. Zaščitna krema za obraz proti soncu. To sem tudi pokazala na YouTubeu, ful je fajna, jaz sem jo odkrila v DM-u in je res pač ful ni podobna sončni kremi in ja, zdaj, ko je že močno sonce, je treba zaščititi svoj obraz, tako da sem to dodala. Plus za osvežitev sem dodala še ta sprej za obraz, to je v bistvu voda, ampak se tako lepo pospreja, tak mist je, kako bi rekla, meglica, taka megla pade, tako da ja, ko je ful vroče, se lahko malo pošpricaš. Ja, pa še moje najljubše čigumije, oh my god, ti so tak juicy, sočni. Potem sem vzela še mojo najljubšo maskaro in en tak nude lak za nohte. In to je to, v bistvu, ja. Vam pokažem zdaj vse tu na kupu. Nagrajenko oziroma nagrajenca bom že rebala naslednji teden, v naslednjem vlogu torej. In pol pač me kontaktira prek maila, Instagrama in se zmenimo za naslov in to pošljem. Da upam, da vam je všeč, hvala za 1000 naročnikov še enkrat. Ok, upam, da ste uživali v vlogu, se vidimo naslednji teden in čau!